Pozdravljena, Lara. Glede na to, da si zelo mlada zbolela z multiplo sklerozo in glede na to, da je tvoja bolezen v začetku bila zelo agresivna, imela si kar precej težav, pa me zanima, kaj bi sporočila mladim, tistim, ki zbolijo za multiplo sklerozo, kako si ti premagovala te prve težke trenutke, se pobrala in šla naprej? Ja, pozdravljena, Renata. Jaz moram reči, da sem si v prvih dnevih, tednih tako podzavestno naredila eno tako pregrado. Se mi zdi, da pač vsak reagira drugače, seveda, ne. Vsak sprejema to stvar drugače, ampak moje telo je enostavno naredilo neki zid, ki me je podzavestno obvarovalo pred tisto najhujšo paniko v prvih trenutkih. Jaz sem poskušala se čim bolj osredotočiti na besede zdravnika, da bo vse okej, da bodo dali skozi vse terapije, kaj je možno, in da bomo nekaj našli. To me je zelo pomirilo, ko so rekli, da imajo ogromno terapij na voljo. Pol pa seveda družina, ne. Imam veliko srečo, da imam zelo dobre starše, zelo dobro družino nasploh, ki mi stoji ob strani. Vem, da vsi nimajo take sreče, da bi imeli take dobre starše, ampak jaz pa imam, pa sem to zelo zadovoljna, pa stari starši seveda, vsi so prišli k meni v bolnico, mama in oče sta hodila vsak dan, 100 kilometrov se vozila v obe smeri, čisto vsak dan sem prišla gledat. In ne, brez njihove podpore bi res me večkrat zgrabila panika, ampak pač, ko so prišli, sem se pomirila. In tako je pač, tako sem jaz to sprejela. Plus tista podzavestna pregrada, ki si mi je pa telo podzavestno samo naredilo, ne. To pa nisem jaz sploh vedela, da sem tega zmožna, ampak pride krizni trenutek in telo odreagira. Lara, najlepša ti hvala, kar pogumno in tako optimistično naprej.